sobrani skupaj, bi prosil mogoče Ferenca, da malo stopi, ker je bil leta 72 na svetovnem prvenstvu v vrstju. To je za nas nepomljivo, tako rekoč, kdaj je že on letel vrhunsko in tekmovalno in tako naprej. Pa me zanima malo, da malo poveš, mislim, mogoče par odtisov okoli tega. To, da si Ferenc šel leteti v klubski razred, je nepomljivo za nekoga, ki ima recimo boljši avion, pa si se odločil, da boš stopil korak nazaj in te ni bilo odveč leteti recimo v razredu z slabšim letalom. Pa te prosim, če poveš par besed. Pridi iz te strani zaradi spektra oziroma zaradi kamere. Kako bi rekel, te stvari, ki so bile izrečene za klub klaso, če dobro premislimo, kaj je pravzaprav perspektiva za slovenski žep, za kompletno situacijo, ki jo vsi dobro poznate. In je pravzaprav klub klasa tista, ki je zdaj bila odrinjena, ne vem iz kakšnih razlogov, pravzaprav za mene nerazumljivi, nekako ob stran, ker kaj češ, nekateri niti ne pomislijo, filozofirajo, da bomo mogli vode nalivati. To je pa zdaj katastrofa. Jadralnih letal imamo dovolj, svetovni prvaki boste vsi, lahko predvsem to leti na mlade, z enakovredno medaljo kot tistega, ki ima tam v prosti klasi jadralno letalo za 350 000 evri. Tu pa si lahko za nek denar tu okrog 15 000 evrov nabaviš krasno jadralno letalo in vse možnosti so ti odprte do svetovnega prvaka. To je pravzaprav tista stvar, ki je realnost. Zdaj, jaz kaj več ne bi povedal, jaz mislim, da je to popolnoma jasno in razumljivo. Tisto, kar je Niko rekel, dobro, zgodovina je za nami, jaz pravzaprav sem se letos odločil klub klasi malo povohati nazaj in sem se krasno počutil. In če bi zdaj imel priliko, da mi en daje na standard Cirusa, da takoj z veseljem vzamem in spet letim, je to enkratno doživetje. Letenje je veliko manj komplicirano, letiš pa prav tako dobro kot vsemi ostalimi jadralnimi letali. Ne vem, jaz kaj več ne bi filozofiral okrog tega. Vsi si boste mislili sicer svoje, vendar, če boste dobro premislili, imajo te besede neko ozadje, mogoče malo globji pomen, da se zdaj to sliši. To bi bilo vse. Še kdo želel kaj povedati? Jaz bi došel. Darko, izvoli. Lep pozdrav vsem. Eni me poznate, tudi ne, jaz bi v bistvu... Darko Gangolaj. Eni mojo zgodbo poznate, drugi ne, jaz sem pač odraščal v Bosni in takrat, ko je začela Lambada, sem prišel živeti v Slovenijo in se lepo počutim. Na novo letim v Sloveniji in v bistvu ena moja družba iz Banjaluškega aerokluba zdaj nadaljuje letenje v Livnu in v bistvu, če boste kdaj želeli leteti, oglasite se kaj v Livnu, boste dobrodošli, obenem pa svojim obiskom boste, ne vem, mogoče podprli ta šport, ker je dol blazno veliko prijateljev letenja in nimajo veliko možnosti, ampak s takšnim obiskom bi jim mogoče pomagali. Začela se je z dirko letošnjo, ki naj bi bila zelo uspešna, lahko bi Stari nekaj več povedal, tako da če boste imeli kaj več časa, pa ne boste imeli kaj, oglasite se dol v Livnu, pa upam, da se boste lepo imeli. Hvala. Nič Stari, izvan si bil pred ven, pa še kaj povedal? Danes sem že na republiškem prvenstvu govoril s piloti. Tle je podelitev za klub klaso, ki tak... Pavle, jaz sem letel v klub klasi v Livnu, to da Izvoli. Jaz smo pač leteli v klub klasi, zato ker letališče ni dovoljeno zmorno. Razloži to. Ampak dela na tem tam na vzhodnem robu letališča je delovost, tega bojo pravijo premaknili v zemljo, tako da si bo dal tudi voda leteti. V glavnem to, kar je rekel Gagula,
ste vsi dobrodošli in jaz upam, da bo druge 70 km Slovenije tam. Jaz sem kot poskusni kunec, ne? Ker eni so mi rekli, stari, ko boš pa tam delal, tam je sam kamne, pa mine so. In dejansko jaz sem letel parkrat v Retiju in lahko rečem, da je vreme zelo podobno Retiju, s tem, da je letena veliko bolj varna, ker so vsa ta polja, ne, med temi hribi, so teren za pristanek. In tam, kjer so pa mine, so pa pristanek da, ker so pa že drevesa 5 metrov visoko. Sem še jaz male kamene naredil za ližbo. Upam, da se vidimo. Jaz prosim še gospoda Borisa Kožuha, če bi nekaj povedal. On je zame najboljši predavač na svetu in ne vem, zakaj ne bi še vam nekaj razložil. Jaz sem za njega najboljši predavatelj na svetu, pa me njega ni poslušal. Na nobeno predavanje ni prišel. Torej, tudi jaz bom predstavil kanček do tega Livna. Jaz imam tudi v Livnu Herkulesa, tako da če bi kdo, in recimo, samo o tem bi govoril druge, ne bo vas mučil z podobno tematiko, kot je klub Glasa, jaz se, ne podobno, malce podobno. Vsako letalo jadralno v zraku je fajn in jaz ukvarjam v glavnem z oldtimerji. Ampak zato vas o oldtimerjih danes ne bi govorili, čeprav je to podobno. Ko si v zraku in pa če imaš krila 50 let stara ali imaš tirusa, si v zraku. Ampak glede Livna, v Livnu je tako dobra pista za sever, ko piha burja, je pobočje dolgo z konca na konec in nazaj se da narediti z dobrim jadralnim letalom okoli 180 km. Torej pobočje ima enih 70-80 km, približno več časa enako visoko in poletanje z vitlom, recimo s polnim blanikom, smo poleteli, dobili okoli 400 metrov, obrnili nazaj, seveda, ker zletaš v veter, obrnili nazaj in po vetru navzdol, zgubili manj kot 100 metrov do pobočja, imeli smo 300 metrov na pobočju. Tam so dviganja izredno močna, to, kar je on povedal za Rijeti ali pa za Livno, za termiko, to je na pobočju še veliko bolj. In kadar je burja, to ni slovenska primorska burja, pač pa je to burja anticiklonalna, torej je tako, da je vedno je popolnoma jasno in je termika zraven, tako da takrat so. In če boste kaj prišli v Livno, sploh če vas bo kaj več, bomo sprožili tudi vitlo, čeprav oni imajo 2 aviona za vleko, mislim, da bo za marsikoga tudi zanimivo. Smo pa tam leteli tudi z enim starim jadralnim letalom, smo leteli avtovlek, čeprav je trava, smo našli en košček, kjer se je dalo z avtom leči in celo smo normalno 180-190 metrov, poln šolski krog in pristajanje, tako da. In še zadnja stvar v zvezi z Livnom. V Livno prihajajo moji bivši učenci iz Aerokluba Split, ker imajo zelo velike težave na svojem matičnem letališču in je tam zelo veliko entuzijastov, ki bi bili veseli koga, ki bi prišel, da bi jih malo kaj tudi naučil. Jaz jih ne morem dovolj. Če bi pa še kdo prišel iz Slovenije, tako kot letos, bi pa lahko tudi kaj dobrega za tisto okolje naredili. Tako da, še enkrat, za sebe tudi, seveda, ampak to si ti že povedal. Tako da, še tretjič vas vabim, torej v Livno na jadranje. Boris, hvala lepa. Še kdo želi povedati kaj? Jaz bi mogoče dodal še, da če drugo leto še vedno ne bo klubskega razreda, bomo probali Open Story klubski razred tekmovanje narediti, pa upam, da se boste odzvali. Brez tekmovalcev tekmovanje jasno ne more. Tako. Ja, zdaj, France pravi, da ima v kleti en šampanček. Jaz bi se lahko, če mi dovolite, v imenu vas vseh zahvalil Francetu Slani kot našemu gostitelju, ki jaz, kakor si predstavljam, težko od klubskih ljudi, ki jih poznam za nazaj, da bi kdo riskiral in vso klapo vabil k sebi na dvorišče in v bajto
pa jim dal vse na razpolago, pa jih še crklo v spredi pa v zadej. Vse, hvala lepa. Imam 5-litrsko penino, 20 let staro, ki je bila polnjena o priložnosti osamosvojitve Slovenije. In zdaj pa ne vem, lahko da je zelo dobra, če pa kaj narobe po teh letih, je pa stran zlite, bom šel iskati. Za konc bi pa jaz mal še. Lepo prosim, berite open source in sicer tisto temo o jeziku. Namreč, meni se je pred leti utrgal, ker ne prenesem, da se letalstvo spreminja v plovbo. Jaz sem 39 let letel, pa zmeri z letali in zmeri letel, nikoli nisem s plovilom letel. In to preganjam na vseh koncih in krajih, vendar nihče mi pa ne stopi za hrbet. Razen Miheta Talarja, pa nikoga. Ne bom vas zdaj s tem moril, preberite pa vam bo čisto vse jasno. Namreč, kako novinarji govorijo in kako potem se to prenaša na ljudi, ki jih to zanima, in enostavno ena taka, kako povem, ljubodravščina nastane, ki vsak po svoje nekaj razlaga in se pa tako čisto ne ve, kaj je. Preberite, pa dajte nekaj ukrepati. Pa širite, dajte to, ne tako, kot sem slišal, zame je to jatrilica in jatrilica bo do konca življenja. Hvala lepa. Na vrh mora jeti. Ja. 19, 13, 14, 15, 18, 20 je glav več. Je kar nekaj. Ne, še bo šlo. Ne me pa zanima. Penina, ki je bila točena za osamosvojitev Slovenije. Zelo v redu. Stara 20 let. Zelo v redu. Čuti, da je taka. Se živimo. Še? No, še dober? Lepa, ne pridite za da bo v redu se pravi. Zdaleč je ten tak stil, tako sproti. To je namen, to je. Brez da bi tam še krvato fatomet pa z listka bral, pa tak, ne, če ga ušpičeš, ne. Domačim je domačim.